stanali v šoli, ko sem imel 6 let. In pač vsi so me pač videli, pač ne veš govoriti italijanske, slovenske tudi niso znam tako. Tudi zdaj ne znam dosti. Ampak, govorite, mi imamo, in to je res, da izumira v te naše skupnosti istobeneški dialekt. Že umrl je, nažalost, recimo istro-romenski dialekt, romanski, to je, nekaj si govorilo v Rovinju, v Valle, Vodnjana, Šišana in Galežano. To so 5 verzij in iste dialekta, ki pač, če nekateri, ki zdaj govorijo, jaz ne bom razumel nič. Če nimam prevoda, jaz tega jezika ne razumem. In ti ljudje pač tam govorijo isto-romanski, isto-veneški, italijanski, hrvaški in tako naprej. Tako da ta problem je zelo prisoten. Mi kako skušamo reči s tem, da naredimo v naši skupnosti Italijanov tečaj teh jezikov, teh narečij. Ne vem, če to je rešitev ali ne, ampak skušamo, vse smo naredili, smo tiskali dosti slovarjev, italijansko, isto-beleško, oziroma isto-romansko, rovinjez in tako naprej, in skušamo skozi te jezikovni tečaj ohraniti tega identitete, oziroma tega jezika. Če pa gledamo, kaj se je zgodilo v Italiji, mislim, da je to italijanski stan, italijanski jezik, to je čisto ena jezik, ki nobenega ni pač govoril. In če mi gledamo, kako pač v Italiji govorijo kakšen jezik, pač bomo videli res, da večinoma ljudje zelo slabo govorijo italijanski jezik, ker vsi govorijo svoj jezik, vsaka regija ima svoj specifični jezik in tako da je, ampak čeprav tudi ta jezika zdaj umira, tudi Italija glede, posebno glede za mlajše generacije. To je en problem in problem, ki verjetno v te časi krize se ne bo dalo nobenem smislu rešiti. Upam pa, da ta kriza ne bo ostala tako kot je in da se bo res pač vsaj neke inicijative naredilo, da se ta jezik in da se ne zgubi, ker to je potem, kot koncu vsi zgubimo nekega. In je škoda, da se to ne ohrani. Jaz bi zelo nakratko sam nekaj omenila, ker ste Izolo že večkrat omenili, da mi zadnjič na predavanju en študent pri predmetu identiteta in večkulturnost, ko smo imeli razpravo, povedal, da Izola postaja mali Jeruzalem. Tako da tukaj se soočamo ne samo etnične, jezikovne, ampak tudi te verske različnosti, ki naraščajo in s katerimi se soočamo. Glede recipročnosti pa bi bila zelo previdna. Mislim, da vsakdo izhaja iz sebi, torej tudi vsaka država izhaja iz sebi in postavi svoje lastne demokratične standarde. Če so oni tam ne spoštujejo manjšine ali pa jih nočejo odpirati ali pa jim ne morejo, je to njihov problem. Moje izhodišče je, da jaz dam vse možnosti, ker to je ne samo za manjšinski razvoj, ampak tudi za družbo v celoti pozitivno in stimulativno. Tako da pri recipročnosti raje izhajamo sami iz sebe in tukaj naredimo čim boljše standarde za vse. Mogoče še kakšno vprašanje za zaključek, če ne, se približujemo na koncu. Zdaj mislim, da smo že malo časovno tudi presegli. Jaz bi mogoče samo, ker nekako sem razumela, da bomo o vprašanjih krize. Ja, tudi, ja, bomo smo še vprašanje. Ja, seveda. Kako, jaz ne vem, če je smiselno, no, ampak recimo, ker se mi zdi, da je to zdaj aktualni problem, da enostavno ta medkulturno načelo, da je pravzaprav v takih časih krize, v katerih smo zelo na preizkušnji. In sama si vidim eno tako simbolno točko, je bilo to leto 2008, ko je ta vrednota medkulturnosti nekako bila priznana kot politična vrednota z Evropskim letom medkulturnega dialoga. V istem letu pa je potem izbruhnila ta naša globalna finančna kriza, ki pa v resnici torej je jasno, da je v takšni krizi ta medkulturni princip še bolj tretiran kot nek nadstandard. Torej, gotovo je vse to zahteva dodatna sredstva in vemo, da ki si v krizi še težje lahko privoščimo za to. Po drugi strani pa je medkulturnost vedno bila in je lahko vir konfliktov, mednacionalnih, medetničnih. In v vsaki krizi so pa takšni konflikti še bolj
lahko včasih zaželjeni, ne, ker vemo, ne, več kot je konfliktov, lažje se vlada in pa naprej, ne, in se dejansko taki konflikti celo spodbujajo, ne. In zato je tukaj problem, ker lahko namesto, da bi reševali krizo, ne, denarja ni, spodbujajo se še bolj konflikti, ali pa je na drugi strani ignoranca do teh vprašanj. Jaz tukaj vidim mogoče tudi to razliko, na meni kolega, recimo razliko med temi obmejnimi manjšinami, ne, torej avtohtonimi, da se in temi drugimi, ne, da se danes do italijanske in do mađarske manjšine pravzaprav se čuti neka ignoranca v tej krizi, ker je pač drugih problemov toliko in drugih konfliktov toliko, da je to irelevantno vprašanje, ne. V resnici pa potekajo tisti procesi, o katerih smo omenjali, ne. Medtem, ko se te druge konflikte z priseljenci, ne, z migranti, torej jugoslovanski, pa tudi z drugimi, ali pa z Romi, to se pa še pospešujejo konflikti, ne, in se potem ta nacionalistična čustva spodbujajo za pač različne politične namene, ne. In tukaj vidim težavo, ne, kako preseči v tej krizi, ne, kako pač, mislim, da je medkulturnost ta preizkusni kamen, ne, kjer bomo presegli to krizo ali pa ne. Če se bomo odrekli temu principu, bo kriza še hujša, ne. Ja, hvala Vesna, tako zelo breka smisel zaključek, ne. No, mislim, aktualno zelo. Ja bi samo še rekao, ne, kako od nas, od gospodina nije nobedan sigurno novinar, ne bom da vi niste poklicali novinare, ne, katere da pride. Ja, sveda so bili Vidite, obveščeni. to se vidi koliko su mediji zainteresirani za takove teme. To je katastrofa, tragedija, žalost u naše domaće. Jer mi smo se mogli dobiti, na primjer, neke gostilne, popijemo kafe, izmenjamo naša mnenja, izmenjamo se jezike i se pogovorimo. Ali danas, kad smo mi danas se pogovarali, to je trebalo prići u medije, jer su mediji ti koji lako pomagaju od ovome kad su se mi pogovarali danas. Oni su 70% lako doprinesu našim državama u kojima smo danas. Ali su totalno interesirani. Ja sam imao par kratke nastupe i sam imao svoj govor u nekim srećanjima i sam tako prebrao, kad je bio obvezno omenija kaj nas muči Hrvate, odnosno ovdje u Istri, odnosno u cijeloj Sloveniji. I novinari su obilježili taj dogodek, ali moj govor pa su resi zbasi van. Ni jednom besedom nisu menili priznavanje hrvaške manjine. To je problem. Mi moramo, ti koji delamo takve stvari, dobiti novinare da oni pride, da ih privolimo, da oni to objave. Za kaj smo mi danas izgubili 3-4 ure, da smo išli pobirati olke. Niti ne dežuje. Ja, hvala. Hvala vsem sodelujočim še enkrat. Vami pa vas vse skupaj na kavico, ki je zdaj v gospodinu, tako da smo učili, da je še